dala v javnost, da jih opozorimo na to, da se pač tega ne počnejo, da bi odzemali pravice ali pa standard upokojencem, ki pač najbolj ogrožen. Saj večina upokojencev prejema penzijo preko meji za revščine ali pa izpod meje revščine. No, tako da odločitev je bila, da se to naredi v sredo 25. ob 10. uri dopoldne pred vladno palačo, kjer bi pač mi povabili tudi ostale, ne samo naše člane, tudi ostale upokojence, ki so ali so organizirani v društvih ali niso organizirani v društvih, pač mi bomo povabili preko naših sredstev javnega obveščanja, pa preko naših poti informiranja, da se nam pridružijo in da pokažemo, da nam ni vseeno, kakšno bo stanje upokojencev v Sloveniji. Toliko morda zaenkrat. Tema seveda pa ni samo zgolj znižanje pokojnin, je tudi ohranitev socialne države, so tu problemi v zdravstvu, so to problemi na področju sociale in tako naprej, vendar to je prav tako pomembno in o tem smo tudi že precej govorili. Vendar to bo tudi neka tema, ki jo bomo opozorili na tem shodu. Ja, no, zdaj, če počasi gremo na temo, ki je napovedana, namreč iz vlade, iz strani vladnih krogov je prišlo gradivo, ki je v bistvu katalog, seznam ukrepov na različnih področjih, z namenom seveda, vsaj tako napoveduje tudi naslov dokumenta, za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti. Seveda, večina teh predlogov prihaja v imenu svobode kapitala, v imenu absolutne dominacije tržnih zakonitosti v tej družbi, v imenu pohlepa po dobičkih, po privatizaciji, razprodaji državne lastnine, na plen se že čaka. Namreč predlagatelji teh idej izhajajo iz teh neoliberalnih krogov, in tistih krogov, ki so v bistvu povzročili to krizo, povzročili propad podjetij, propad bank. To je ta neoliberalizem, ki govori ljudem, sporoča, da so krivi za krizo, ker da živimo preko svojih zmožnosti in da moramo seveda to zdaj plačevati. In pri promociji, uveljavljanju teh idej so izjemno agresivni. No, tisto, kar v tem gradivu je zagotovo tisto, ker rečemo, da svobodni sindikati nasprotujemo, je zagotovo naslednje. Predlagajo ponovno odprtje reforme dela. Komaj smo zaključili razpravo, spremenili zakon, sprejeli nov zakon, pa je to za nosilce teh idej absolutno premalo. Potem zahtevajo deregulacijo poklicev. Temu nasprotujemo, ker vemo, kaj se na tem področju dogaja že sedaj in kaj se bo zagotovo zgodilo, če bomo v tem trendu nadaljevali. Predlagajo čiščenje košarice pravic zdravstvenega zavarovanja. Torej, predlagajo smer, da bi prišlo do večje privatizacije in seveda dostopnost do vsega tega z pomočjo premoženjskega stanu posameznika, kar je dodatno odmik od neke socialne države. Predlagajo začetek resne privatizacije, tako je zapisano. Torej, sedaj je šlo za neresno privatizacijo, sedaj predlagajo začetek resne privatizacije in tudi letnica realizacije zapisana v letu 2013.
predlagajo odpravo nestimulativnega nadomestila za brezposelne. Iz tega izhaja, da gospodje so prepričani, da brezposelni imajo prevelika nadomestila, da so ta nestimulativna in po tej logiki je tukaj vzrok za veliko število brezposelnih. Predlagajo torej poseg v nadomestila. In ponovno prihajajo s tezo, da je pri nam trg dela nefleksibilen, tudi z velikim poudarkom na za njih bistvo problema, da se danes zakonodaja velika ovira za lažje odpuščanje delavcev iz podjetij oziroma zavodov. No in predlagajo kot kronski dokaz argument, ki se naj zgodi, da bomo prišli iz krize, omejitev socialnih prispevkov navzgor, uvedba socialne kapice pri izplačilu 36 000 evrov bruto zaslužka letno. Zlasti o tem ukrepu želim spregovoriti nekoliko podrobneje. Namreč zahteva po uvedbi socialne kapice prihaja s strani najbogatejših v tej družbi, s strani menedžerjev in bankirjev in seveda neoliberalnih ekonomistov. Gre za uvedbo sistema, ki bi omogočil najbogatejšim, da bi plačevali iz naslova socialnih prispevkov manj v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Če bi se to uvedlo, če bi to sprejeli v gradivih, ki jih imamo, je to zapisano, bi po našem predvidevanju zmanjšali prilive v pokojninsko zdravstveno zavarovanje za cirka 250 do 300 milijonov evrov. Za toliko bi bilo prilivov manj. To se pravi, prav v času, ko kriza pretresa zdravstveno blagajno, pokojninsko blagajno, gospodje, nosilci neoliberalnih tez, stališč, zagovarjajo uvedbo socialne kapice. Seveda se bi na račun tega povečale njim neto plače. Predlagani sistemi krivični do tistih, ki prejemajo podpovprečne in povprečne plače, ki morajo dosledno plačevati prispevke v obe blagajni. Niti en evro ne morajo reči, ne bomo plačevali. Kajti, če bi kdo potreboval pa socialno kapico, torej kako prijazno zveni socialna kapica na prvi pogled, potem bi zagotovo ta skupina delavk in delavcev morala biti deležna socialne kapice. Ampak v tej smeri nihče od teh gospodov ne razmišlja, želijo zaščititi standard najbogatejših. Njihov argument je, da bi s tem preprečili beg najbolj produktivnih ljudi v tujino. To zagotovo ne drži. Če bi kdo od menedžerjev, od bankirjev zaradi tega, ker bo prikrajšan za 200 evrov ob plačah tamle 6 000 in 8 000 evrov šel v tujino, pa naj gre. Mogoče bi nekatero tovarno za tega tudi ohranili pri nas. Torej, to zagotovo ni argument. Skrivajo se v nekem delu z argumentom, češ, to je potrebno zato, da bi tehnično inteligenco zaščitili, da bi lažje delala. Da bi mlade ljudi zaščitili, da bi omogočili, da bi ostali dlje v Sloveniji. Večina mladih, ki gre v tujino, gre preprosto za tega, ker tukaj nimajo dela, nimajo perspektive, ne pa zaradi 200 evrov, če bi bili deležni, pa nihče od njih ni deležen tako visokih plač. Tudi v razvojnih oddelkih nekaterih firm, ki jih poznamo, lahko samo sanjajo inženirji, ki delajo na razvoju, o tako visokih plačah. Ne, menedžeri, nekateri in nekateri bankiri in neoliberalni ti ekonomisti se skrivajo pod tem vzrokom in zahtevajo predlagajo in pritiskajo na vlado, da bi uvedla socialno kapico. Znižanje prispevkov v te blagajne bi dodatno objektivno izvajali pritisk na zmanjševanje nekaterih pravic. Že sedaj mnogi ne morejo plačevati
prispevek za vzajemno zavarovanje, ker je ta premija cirka 28 evrov. To malo za njih, ampak tukaj smo. Ne. Če bi zmanjšali prilive spet v te blagajne, bi se ta premija zagotovo dvignila. Ne. Skratka, prišlo bi do totalnega zloma teh blagajn. Potrebno je pač jasno vedeti, da brez ustreznih davkov in prispevkov ni socialne države. Ne. In uvedba socialne kapice bi naredila veliko sistemsko napako. Ne. Torej, ideja socialne kapice ubija še tisto malo solidarnosti, ki jo imamo v tej družbi. Ne. Tako da prav v času krize, ne, ko na eni strani politiki rotijo, ne, da moramo proračunski primanjkljaj znižati na 3%, ne, se plasira ideja od strani teh ekonomistov, ne, ki so tukaj zelo pravoverni pri teh številkah 3% proračunskega primanjkljaja in 60% javnega dolga, ne, ideja zmanjšati prilive v proračun na račun bogatih, ne, in v škodo seveda revnih. Ne. Krivično je to. Mislim, proti temu smo. Ne. Tako da prav v času krize je to nerazumno početje. Žal razumno početje za neoliberalce, ne, ki vidijo največjo zlo in težava te družbe v delavstvu, v sindikatih in še čem. In ščitijo egoistično samo svoje interese. Tako da mi upamo, zahtevamo, pričakujemo, da vlada umakne te predloge, ne, ki so v tem gradivu. Še naš kolega Goran. Ja. Hvala za besedo. V bistvu bi nekako ta sklop dokumentov, če ste uspeli pogledati, zagotovo verjamem, da ste, ker tudi sami smo bili zelo negativno presenečeni nad tem dokumentom in njegovimi prilogami. Skratka, v teh prilogah marsikakšno, skoraj bi rekel, norost lahko preberemo, ampak jaz bi malce postavil te dokumente tudi v kontekst. In sicer na isti dan, kot je se na vladnih spletnih straneh pod gradiva v obravnavi pojavil ta dokument skupaj s prilogami, na isti dan je Statistični urad Republike Slovenije objavil podatke o revščini in socialni izključenosti. Torej, če pogledamo same podatke o revščini, vidimo, da je v Sloveniji revnih oziroma socialno izključenih po podatkih z 2012 392 tisoč oseb, kar je recimo nekje okoli 53 tisoč oseb več kot leta 2009. In o tem govorimo, v tem kontekstu. Na isti dan, ko objavi Statistični urad Republike Slovenije podatke o naraščajoči revščini, pride ven potem sklop dokumentov, ki pospešuje ekonomsko svobodo, ki analogno temu, potem če pogledamo, v bistvu povečuje revščino. In če povežemo te dve zgodbe, vidimo, da recimo, da imamo v Sloveniji Ustavo Republike Slovenije, imamo zapisano, da je Slovenija pravna in socialna država, noter je tudi v bistvu zaščita recimo proste gospodarske pobude in očitno je tisti del ustave, ki ščiti prosto gospodarsko pobudo oziroma ekonomsko svobodo prioritetno oziroma močnejši kot tisti del ustave, ki ščiti Slovenijo kot pravna socialna država. In zdaj tukaj, da resnično se potem človek vpraša, dokot v bistvu gredo lahko vsi ti predlogi popolnoma brez sramu. In tukaj lahko samo rečem, da ko smo brali te predloge, je občutek jasen, da so maske padle. V bistvu, da vidiš na spletnih straneh od vlade gradivo, ki popolnoma nesramežljivo povzema v bistvu interesne predloge delodajalcev in zelo lično uredi v tabelarični prikaz v Excel tabeli, ko piše recimo v enem delu zavihka, kaj so predlogi GZS, kaj so predlogi trgovinske zbornice, potem res ne morem čisto na žogo reči, kot da so res maske padle, da v bistvu popolnoma brez sramu gredo naprej s temi predlogi in seveda pod narekovaj seveda v tem dokumentu ni ne duha, ne sluha o sindikalnih predlogih. Torej to je nekako, če tako rečemo, to je predlog interesnih skupin delodajalske strani, ki ima pač pečat vlade oziroma ki ima pečat v tem trenutku Ministrstva za notranje zadeve. In tukaj je seveda dodatna, rečemo temu malce nejasnost teh dokumentov je, kdo stoji za tem dokumentom. Ker piše, da je po večini medresorsko usklajen. Kaj pomeni po večini medresorsko usklajen? Kdo je odgovoren za pripravo teh dokumentov? Piše, da je odgovoren minister Virant in minister Stepišnik.
Kakšna je vloga vlade pri pripravi teh dokumentov? V sklepu o pripravi strokovne skupine, oziroma strateške skupine, piše, da so predstavniki vlade. Kakšno je mnenje vlade o tem dokumentu? Kakšno je stališče vlade o tem dokumentu? Skratka, ko recimo tudi beremo danes v medijih, piše, da bomo ta dokument ta teden ne bomo obravnavali na vladi, bo naslednji teden na vladi, ker priznavajo določene malce površnosti. Glede, če bi bil problem površnost, bi bil to še najmanjši problem. Problem je zelo težke vsebinske narave, kot je recimo Dušan rekel, da popolnoma nesramežljivo napišejo ponovno odprtje reforme dela, popolnoma nesramežljivo napišejo socialno kapico in tako naprej. In mislim, da vse to skupaj pade v en jasen kontekst, v katerem seveda moramo še dodatno govoriti, ne samo napada na socialno državo, ampak v bistvu, rečemo temu, neke vrste reinženiringa družbe. Zakaj reinženiringa družbe? Ker v bistvu gre za to, da v tem trenutku nam diktirajo predloge, ukrepe, smernice, v bistvu zelo jasne ideološko opredeljene ciljne skupine oziroma interesne skupine, katerih cilj je v bistvu zelo enostaven, pod narekovaj enostaven. Deregulacija, privatizacija, fleksibilizacija. Te tri stvari so zelo jasne. In recimo, ne vem, danes, ko že govorimo o teh interesnih skupinah, nažalost, v bistvu se to zgodba nadaljuje, ker kakor vidim, danes se bo tudi predsednica vlade Bratuškova sestala z predstavniki bonitetne agencije Standard & Poor's in se potem res človek lahko vpraša, kje se ta norost konča. Ta ista agencija, ki je recimo leta 2008, 15. septembra dala banki Lehman Brothers oceno A, torej najvišjo oceno, ta ista agencija, ki jo zdaj toži ameriško pravosodno ministrstvo za 5 milijard ameriških dolarjev. Predstavniki te iste agencije zdaj hodijo po Sloveniji, v bistvu danes se sestanejo s predsednico vlade. Zakaj? Da se bo predsednica vlade z njimi imela fototermin, sedeči fototermin, tako je zapisano. Ampak to vse skupaj moramo gledati v kontekstu. V kontekstu tega, da očitno bodo vsi ti pritiski po v bistvu deregulaciji, privatizaciji in fleksibilizaciji samo še hujši, samo še bolj brez sramu in samo še bolj bodo maske padale. In tukaj da res v bistvu bi na koncu izpostavil, da tisto, kar mi zahtevamo, je, da se tukaj stvari res ne samo umaknejo, ampak tudi razjasnijo. Kako je možno, da v bistvu ta dokument skoraj da bi rekel pade z neba na spletno stran vlade in potem se nekateri nekako nazaj umikajo, češ ja, imate prav in malce površno ga bomo umaknili. Kakšno je tukaj stališče vlade, kakšna je vloga vlade v tem dokumentu, ampak to za zdaj v tem trenutku je sekundarnega pomena. Primarno je, da se ta dokument absolutno takoj umakne. Ker ta dokument na koncu, kot sem že rekel, je zelo, zelo interesno obarvan in seveda občutek je tudi, da je nastal kot nek refleks slabe vesti na delodajalskega napada iz prejšnjega tedna, češ niste nas upoštevali. Kar se tiče pa sindikalnih predlogov, pa se vidite, kje so. Na vladi so. Dobili smo do zdaj odstop iz kabineta predsednika vlade, oziroma predsednice vlade, posameznim ministrstvom, naj posamezne ministrstva ugotovijo, kako se bodo opredelili do teh predlogov, ampak to je to. In zdaj v skrajnem primeru, če potem pademo recimo na neko teorijo, da ta dokument nastaja v določenih krogih vlade, brez vednosti vlade, potem se res lahko vprašamo, kaj se dogaja znotraj vlade. Če pa ta dokument nastal z vednostjo vlade, potem se pa lahko vprašamo, kje je sploh še kakršnokoli mesto za socialni dialog. Hvala. Sej, če bi predsednica vlade sprejela, mislim, to je sploh ena druga zgodba, res predstavnike teh bonitetne hiše, pa jim rekla, da, ampak za tega ni potrebe jih vabiti, da Slovenija zastopa stališče, da Evropa potrebuje svojo evropsko bonitetno hišo, kajti te bonitetne hiše, ki so zdaj dominantne, so izključno v funkciji ameriškega kapitala. To se ve. In v Evropi je še vedno živa ideja po evropski bonitetni hiši. To bi mogla Slovenija podpirati. Podpirati tiste, ki v Evropi zagovarjajo to. Imamo cel kup inštitucij, dobrih in slabih, mnogi so tudi odveč. Ampak ena bonitetna hiša, evropska, ki bi vendarle bila zelo kredibilna, dominantna na tem področju, to pa in Slovenija je tukaj premalo glasna, recimo okoli te ideje. In še to, včeraj smo vsi videli, mislim, da so posveti, prihajajo iz
iz sveta ljudje, ki komi čakajo, da pride do razprodaje našega premoženja, kako agresivno zastopajo tezo, da moramo vse razprodati in naši se obnašajo kot hlapci se obnašajo. Ne. Zahtevajo prodajo Telekoma, zahtevajo infrastrukture. Ne. Nihče od teh gospodov, ki nam so bili pamet zelo agresivno, pa ne gre v Nemčijo in tam zahteva razprodaje nemškega Telekoma, razprodaje Dunajskega letališča, razprodaje nemških železnic privatnikom. Ne, nas so se lotili kot hijene. Ne. Tako da, mislim, tukaj ob vsem spoštovanju neke realnosti, v katerem živimo in časa in prostora, mislim, ampak pogrešamo tudi strani slovenske politike neko pokončno držo. Ne tisto donkihotsko držo, ne gre za to. Ne, pa kdaj je potrebno tem gospodom, ki nam solijo pamet, reči, smo tukaj, ne, imamo svojo kulturo, tu svoje izkušnje, seveda smo del evropskega prostora, seveda smo del Evropske unije, ampak kar tako slepo vse vzeti kot čisto zlato, to je zagotovo napaka in del tega je v tem dokumentu. In zaradi tega naša zahteva je stran s tem dokumentom. Ta dokument ne bo prispeval k izhodu iz krize, nasprotno, krizo bo poglobil, ne, in konflikte bo poglobil. Ne. Dobro, toliko z naše strani.